V nadaljevanju vam bomo na kratko predstavili ključna področja, ki jih obravnavajo območni gozdno-gospodarski in lovsko-upravljalski načrti. Strukturo območnih gozdno-gospodarskih načrtov bo predstavil Miha Marenče, vodja sektorja za načrtovanje razvoja gozdov. Lepo pozdravljeni. Kot je bilo že povedano, se območni gozdno-gospodarski načrti izdelujejo za 14 gozdno-gospodarskih območij. Meje območij so zgodovinska posledica pristopa slovenskih gozdarjev k načrtnemu gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji. V procesu izdelave načrtov so v prvem koraku analizirajo podatki za preteklo desetletje in se nato vrednotijo v smislu opravljenega dela in uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev. V drugem delu procesa pa se določijo cilji za novo desetletje in opredelijo ukrepi, kako oziroma na kakšen način bomo to dosegli. Če pogledamo konkretno samo strukturo vsebine načrta. Na začetku kratko opišemo gozdno-gospodarsko območje, pri čemer izpostavimo, kakšen vpliv ima gozd v območju, predvsem na človekovo dejavnost in obratno. Naslednji korak je prikaz stanja, torej inventura osnovnih parametrov, kjer ugotovimo površino gozdov, lesno zalogo, prirastek in ranljivost gozdov zaradi ujm. Sledijo vrednotenje zbranih podatkov, in sicer iz vidika realizacije opravljenih ukrepov in iz vidika zagotavljanja trajnosti v preteklem desetletnem obdobju, torej v obdobju od leta 2011 do leta 2020. Iz vidika realizacije opravljenih ukrepov pogledamo predvsem dosežen posek, opravljena gojitvena in varstvena dela ter dela za oblikovanje življenjskega okolja divjadi, realizacijo gradnje gozdnih prometnic in njihovega vzdrževanja oziroma obnove ter opravljanje posege v gozd in gozdni prostor. Iz vidika zagotavljanja trajnosti pa preverimo strukturo gozdov, to je razmerje razvojnih faz, če povemo poenostavljeno razmerje med mladim, delno odraslim in odraslim gozdom, negovanost in kakovost gozdnih sestojev. Nadalje preverimo uspešnost naravnega pomlajevanja gozda, poškodovanost zaradi delovanja različnih ujm in zdravstveno stanje, preverimo usklajenost odnosa gozd prosto živeče vrste živali, predvsem divjadi, ohranjenost biotske raznovrstnosti ter zagotavljanje funkcij gozdov. Na koncu mora naše vrednotenje odgovoriti na dve ključni vprašanji. Prvič, ali smo dosegli zastavljene cilje v preteklem desetletnem načrtovalskem obdobju in ali so bili cilji zastavljeni realno. Po opravljeni analizi in vrednotenju podatkov za vsako območje določimo temeljne probleme, s katerimi se soočamo pri gospodarjenju z gozdovi in upravljanju s populacijami divjadi in v nadaljevanju določimo, kako jih bomo reševali v obdobju veljavnosti novih območnih načrtov. Sledi jedro načrta, v okviru katerega določimo cilje gospodarjenja in strateške usmeritve za njihovo uresničitev. Podobno kot pri analizi in ovrednotenju, cilje določimo za pomembnejša področja, in sicer razvoj gozdnih sestojev. Ta se določi za rastično-gojitvene razrede, torej za gozdove s podobnimi pogoji za rast in razvoj. Prostorsko opredelimo funkcije gozdov in morebitne omejitve, usklajevanje odnosa gozd-divjad, tehnologijo pridobivanja lesa, odpiranja gozdov z gozdnimi prometnicami, posege v gozd in gozdni prostor, zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala, ohranjanje biotske raznovrstnosti. V okviru ekonomske presoje opredelimo okvirno oceno najvišje stopnje izkoriščanja gozdov in oceno okvirnih vlaganj v gozdove. Na koncu sledi povzetek. Povzetek vsebine tako iz območnih načrtov gozdno-gospodarskih območij kot lovsko-upravljalskih območij bo predstavljeno ločeno v tako imenovanem kompendiju. Gospodarjenje z gozdovi temelji na načelih večnamenskosti, trajnosti in sonaravnosti. Funkcije gozdov so pomembno orodje za zagotavljanje večnamenske vloge gozda. Usmerjanje razvoja gozdnih sestojev pa je pomembno za zagotavljanje trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Področji bo predstavil magister Matjaž Guček, vodja službe za gozdarsko načrtovanje. Lepo pozdravljeni. Pomen gozdov je raznovrsten in se v času in prostoru spreminja. Zato različne zahteve do gozdov v Sloveniji uresničujemo z načelom večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, ki je opredeljeno kot način gospodarjenja, pri katerem zagotavljamo različne funkcije gozda. Zakon o gozdovih govori o 3 poglavitnih skupinah funkcij gozda,
in sicer o ekoloških, socialnih in proizvodnih. Z načrti za gospodarjenje z gozdovi se pa določijo pogoji za usklajeno večnamensko rabo gozdov. V ta namen pa Zavod za gozdove Slovenije po enotnih merilih za vsa območja gozdov v Sloveniji izdeluje karto funkcij gozdov, ki za vsak predel prikazuje stopnjo poudarjenosti ene ali več od 17 funkcij opredeljenih v Zakonu o gozdovih. Z opredelitvijo posamezne funkcije na nekem območju pa damo temu predelu večji pomen, usmeritve in pa ukrepi pa so namenjeni k zagotavljanju želenih učinkov. Karta funkcij pa predstavlja tudi strokovno podlago pri vključevanju gozdarstva v medsektorsko načrtovanje rabe prostora. Po spremembi pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo bomo pa funkcije gozdov opredelili na ravni gozdno-gospodarskih območij, saj le na ta način lahko zagotovimo na celotni površini Slovenije enotno opredeljena območja s poudarjenimi funkcijami. To nam pa tudi omogoča enotno obravnavo glede omejitev pri gospodarjenju z gozdovi in možnostjo poseganja v gozd in gozdni prostor. Še vedno se ohranja enaka natančnost zajema podatkov oziroma merilo, to je 1:25.000. Vse spremembe in pa nove podlage, ki se v vmesnem času izdelajo, se ob obnovi gozdno-gospodarskih načrtov enot vodijo kot objekti oziroma predlog funkcij, ki se pa upoštevajo pri naslednji obnovi območnega načrta. Za te objekte je pa možno v procesu priprave smernic in postopku izdelave gozdno-gospodarskih načrtov gozdno-gospodarskih enot predvideti tudi določene varstvene ukrepe. Definicije funkcij se s spremembo pravilnika ne spreminja. Ob izdelavi območnega načrta bomo vseeno preverili kriterije za določanje funkcij in jih dopolnili z najnovejšimi spoznanji stroke, najnovejšimi razpoložljivimi podlagami, možnostjo modeliranja. Skladno s posodobljenimi kriteriji bomo pa posodobili tudi zarise. Pregledali in pa po potrebi dopolnili bomo pa tudi usmeritve za doseganje želenih učinkov za nekatere funkcije, na primer za varovalno in zaščitno funkcijo, za kateri pa tudi pripravljamo smernice za načrtovanje in ukrepanje. V okviru izdelave območnega načrta, ki predstavlja strateški načrt, pa poleg usmeritev iz nacionalnega gozdnega programa upoštevamo tudi smernice za zagotavljanje drugih funkcij gozda, ki jih pripravijo pristojni organi. Smernice se na ravni gozdno-gospodarskih načrtov gozdno-gospodarskih območij smiselno vključi v usmeritve. Na podlagi teh usmeritev iz območnega načrta in podrobnih smernic na ravni gozdno-gospodarske enote, ki jih prav tako pripravijo pristojni organi, se pa določijo usmeritve, omejitve in pa ukrepi na ravni gozdno-gospodarske enote in rastiščno-gojitvenih razredov, ki se pa konkretno odražajo v usmeritvah in pa v ukrepih na ravni odseka in se na ta način tudi prenesejo v prakso. V okviru priprave na izdelavo območnih načrtov smo pa že stopili v stik z vsemi pristojnimi organi in z njimi opravili tudi sestanke glede priprave smernic, oziroma bomo to storili še v decembru, predvsem z namenom uskladitve vsebin in pa določitve načina umeščanja vsebin v načrte. Dokončne različice smernic pa želimo pridobiti do konca leta. Usmerjanje razvoja gozdov pa je ključno za zagotavljanje trajnostnega in sonaravnega načina gospodarjenja z gozdovi. Na ravni gozdno-gospodarskih območij se določijo cilji gospodarjenja z gozdovi v tem območju, ki vključujejo zlasti temeljne učinke, ki naj bi bili glede na specifične naravne, gospodarske in pa posestne razmere ter glede na potrebe po zagotavljanju funkcij gozdov uresničeni z gospodarjenjem z gozdovi. Tako so postavljeni proizvodni, okoljski in pa socialni gozdno-gospodarski cilji, prav tako pa so po rastiščno-gojitvenih razredih opredeljeni tudi gozdno-gojitveni cilji. Glede na
analizo trajnostnega gospodarjenja, glede na izpostavljene glavne probleme pri gospodarjenju, glede na cilje gospodarjenja in usmeritve določene v nacionalnem gozdnem programu, se pa določijo strateške usmeritve za gospodarjenje z gozdovi v gozdno-gospodarskem območju, prav tako pa se v okviru območnega načrta določijo tudi okvirni ukrepi. V območnih načrtih pa pomemben sklop predstavljajo tudi odločitve o gojitvenih ciljih, ki so vezane na rastišča in rastiščno-gojitvene razrede. Zato v sklopu priprave območnih načrtov pripravljamo gojitvene strategije po skupinah gozdnih rastiščnih tipov, v katerih bomo pa podrobneje obravnavali strategije glede obnove, nege in pa varstva, potem usmeritve za prilagajanje gozdov na vplive podnebnih sprememb, usmeritve za načrtovanje tehnologije in pa usmeritve za varstvo posebnih habitatnih tipov. Na ravni celotne Slovenije pa pripravljamo različne smernice, na primer smernice za gozdni reprodukcijski material, usmeritve za delo z gozdovi ogroženimi po naravnih ujmah, obravnavali bomo tudi tujerodne vrste in tako naprej. V vseh smernicah bomo upoštevali najnovejša dognanja stroke in jih skušali tudi smiselno vključiti v smernice. Zelo pomemben sklop oziroma zelo pomemben del pa predstavlja tudi pregled pomladitvenih ciljev, proizvodnih dob, katere bomo preračunali na podlagi konkretnih podatkov iz obširne baze podatkov stalnih vzorčnih ploskev in tako posodobili tudi izhodiščne modele gozdov. Pogostnost in jakost ekstremnih dogodkov se zaradi podnebnih sprememb povečuje. Varstvo gozdov je zato eno izmed ključnih področij pri gospodarjenju z gozdovi. Vključenost vsebin varstva gozdov v območne gozdno-gospodarske načrte bo predstavila Marija Kolšek, vodja službe za varstvo gozdov. Vplivi gozdov škodljivih dejavnikov se skozi daljše obdobje spreminjajo. V zadnjem obdobju na zdravstveno varstvo gozdov najbolj vplivajo podnebne spremembe in njihove posledice. Vedno pogostejše in silovitejše so naravne ujme, sledijo jim namnožitve škodljivih organizmov, zlasti podlubnikov, povečuje se tudi požarna ogroženost gozdov. V postopku obnove območnih načrtov bomo pripravili pregled zdravstvenega stanja in poškodovanosti gozdov. Analizirali bomo večje škodne dogodke in ocenili uspešnost sanacije poškodovanih gozdov po teh dogodkih. Za pomoč pri usmerjanju razvoja gozdov za preprečevanje poškodovanosti oziroma zmanjšanje ogroženosti bomo pripravili prostorski prikaz ogroženih gozdov zaradi pomembnejših škodljivih dejavnikov. Pripravili bomo karte požarne ogroženosti gozdov, ogroženosti zaradi žleda, zaradi vetra, suše in podlubnikov. Tudi v gozdarstvu je preventivno varstvo pomembnejše od kurativnega. Preventivno varstvo je in bo vgrajeno v usmeritve za redno gospodarjenje z gozdovi, upoštevajoč ogroženosti gozdov zaradi škodljivih dejavnikov. Določene bodo usmeritve za redno spremljanje stanja gozdov, na primer za monitoring podlubnikov. Določene bodo usmeritve za sanitarne sečno oslabelih oziroma poškodovanih dreves, za specifične ukrepe za protipožarno varstvo, varstvo pred divjadjo, varstvo pred erozijo. Določene bodo usmeritve za preprečevalno-zatiralne ukrepe, prilagojeno škodljivim organizmom in za sanacije poškodovanih gozdov. V zadnjem obdobju se povečuje ogroženost gozdov tudi zaradi globalne trgovine in z njo povezanimi vdori, vnosi invazivnih tujerodnih organizmov. To področje pokrivajo evropske uredbe. Vpete so v predpise o zdravju rastlin in o varstvu narave. V območnem načrtu bomo pozorni na tiste tujerodne organizme, ki so v naših gozdovih že prisotne in povzročajo poškodbe oziroma škodljivo vplivajo na gozdne ekosisteme. Ohranjanje in razvoj podeželja je pomemben cilj skupne kmetijske politike kot tudi nacionalnega gozdnega programa.
Les in gozdno-lesne verige so pomembno gonilo razvoja podeželja. Vključenost teh vsebin v gozdno-gospodarske načrte bo predstavil Jože Mori, vodja sektorja za ukrepe v gozdovih. Lepo pozdravljeni. Les je v Sloveniji še vedno eden glavnih proizvodov gozda, ki lahko pozitivno vpliva na razvoj posameznih regij, ob smotrni politiki pa tudi na razvoj celotne države. Pri tem je ključno, da se les predela skozi lokalne gozdno-lesne verige. V zadnjem času se skozi ekosistemske storitve gozda kažejo še številne druge priložnosti za razvoj podeželja, pri čemer moramo še posebej poudariti razvoj turizma v gozdnem prostoru. V tem času, ko se pripravljajo gozdno-gospodarski načrti za gozdno-gospodarska območja, se pripravljata še dva ključna dokumenta na nivoju države, ki bosta tudi vplivala na razvoj gozdarstva. In sicer prvi je nova slovenska industrijska strategija za obdobje 2021 do 2030, torej za enako obdobje, kot bo obdobje gozdno-gospodarskih načrtov, ki predvideva povečanje predelave lesa na 3,5 milijona kubičnih metrov bruto lesne mase in tudi ključne investicije v slovensko lesarstvo, v naložbe v 7 lesnopredelovalnih centrov z skupno investicijsko vrednostjo 140 milijonov evrov. Drugi zelo pomemben dokument pa je seveda program razvoja podeželja za obdobje 2021 do 2027, kjer je biokrožno gospodarstvo, kamor spada tudi gozdno-lesni sektor, zelo močno poudarjeno in bo tudi vplivalo na samo prihodnje gospodarjenje z gozdom. Gozdno-gospodarski načrt za gozdno-gospodarska območja teh dejstev prav gotovo ne more zanemariti. V vsakem načrtu je potrebna najprej poglobljena analiza stanja, ki mora v našem primeru opredeliti pomen gozda in gozdarstva za ohranjanje in razvoj podeželja, odvisnost lastnikov gozdov od gozda, število delovnih mest v gozdarstvu in drugih dejavnostih povezanih z gozdom, stanje na področju primarne predelave lesa, lesne industrije in drugih gospodarskih dejavnosti povezanih z gozdom. Potrebna je analiza količine lesa za trženje in tudi lesa za domačo porabo, vključno z lesom za kurjenje, in pa potrebna je tudi analiza obsega in učinkovitosti podpor iz programa razvoja podeželja v preteklem obdobju. Načrt za gospodarjenje do leta 2030 pa mora v prvi vrsti odgovoriti na vprašanje o razpoložljivi količini posekanega lesa v tem obdobju, kar bo predstavljalo dobro orientacijo za našo lesno industrijo. Opredeliti bo treba najpomembnejše ukrepe iz programa razvoja podeželja, da bo dejansko razvoj podeželja še uspešnejši kot do sedaj. Opredeliti bo potrebno tudi razvoj na področju primarne predelave lesa, lesne industrije in drugih gospodarskih dejavnosti v povezavi z gozdom. Zelo pomembno bo tudi nakazati smer razvoja gozdarskih kmetij, kar ni pomembno samo iz gospodarskega vidika, ampak tudi za samo demografijo Slovenije, kajti vemo, da so te kmetije locirane na najodročnejših predelih Slovenije, to so predvsem hribovske in gorske kmetije, ki so močno odvisne od gozda, in pa seveda za vse to bo potrebno zelo dobro nadaljnje izobraževanje, usposabljanje in pa tudi seveda svetovanje, kajti vemo, da se nam ravno v tem času tako pri lastnikih gozdov, kakor tudi pri gozdarskih svetovalcih menjajo generacije.
Hvala. Premišljen izbor tehnologije sečenj in spravila lesa ter ustrezna odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami sta pomembna elementa sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Vključenost področij v območne gozdno-gospodarske načrte bo predstavil Darko Pristovnik, vodja službe za gozdarsko tehniko in ekonomiko. Tehnologija za gospodarjenje z gozdom mora služiti doseganju zastavljenih ciljev, torej pridobivanju lesa in drugih dobrin, ki jih nudi gozd. Usmeritve morajo biti torej vezane na doseganje ciljev gospodarjenja z gozdovi, na njihovo odprtost, na strukturo gozda ter na varstvo gozdnih tal. Nakazati je potrebno priporočljive trende rabe tehnologij, vožnja namesto vlačenja lesa, priporočljivo rabo glede na relief. Žičničarski tereni so z naklonom nad 50%. Opozoriti je potrebno na vprašanje ekonomiki in razpoložljivosti delovne sile. Osredotočiti se potrebno tehnologije, ki povzročajo manj poškodb drevja in tal. Posebej je potrebno pozornost posvetiti določenim vrstam tehnologije, ki zahteva intenzivnejša, a manj pogostejša vračanja v gozd. Pri tem ne gre za podrejanje tehnologiji, ampak za njeno racionalno rabo. Tehnologijo je potrebno povezati tudi z lastniškimi kategorijami, opisati ukrepe za tehnološki razvoj in tehnološko učinkovitost zasebnega sektorja, kaj so ciljne skupine in kdo so nosilci aktivnosti. Promovirati je potrebno dela usposobljenih izvajalcev, povezave med lastniki in izobraževanje zasebnih lastnikov gozdov. Vendar pa moramo rabo sodobnih tehnologij, saj so stroji vedno težji, zmogljivejši, natančneje opredeliti, usmeriti in ponekod omejiti. Na primer, uporaba težjih strojev praviloma ni dovoljena na določenih tleh, močvirjih, prebiralnem gozdu, varovalnem gozdu. Pri rabi težje mehanizacije je priporočljiva določena pozljivost, ker je slaba nosilnost tal v krajinskih, regijskih parkih, mestnih gozdovih ob poudarjenih ekoloških funkcijah. Raba določenih strojev pa je priporočljiva na področjih izvedbe prvih in drugih reče nad večjih površinah, pri obnovi zastaranih gozdov, sanaciji ujm. Gozdne prometnice so osnova za gospodarjenje z gozdovi in so sestavni del gozda. Za gospodarjenje z gozdovi je pomembna trenutna odprtost s cestami, kot so gozdne ceste, protipožarne preseke prve kategorije, deloma javne ceste, pa tudi določene nekategorizirane ceste. Na podlagi stanja je potrebno določiti predele, ki bi jih bilo potrebno dodatno odpreti z gozdnimi prometnicami. Pri tem moramo seveda upoštevati tehnologijo sečnje spravila, recimo vožnja pri spravilu lesa zahteva širše vlake, planirati je potrebno stojišča za žične žerjave, upoštevati pa je potrebno tudi omejitve, ki vplivajo na odpiranje in tehnologijo gradnje, varstvo narave, varstvo tal, ogrožena območja z evidence vodnega katastra, kulturna dediščina v gozdnem prostoru. Gozdne ceste morajo biti vzdrževane tako, da omogočajo varen in racionalen prevoz lesa. Pri vzdrževanju gozdnih cest se je potrebno usmeriti v racionalno tekoče vzdrževanje, reciklaža materiala namesto dovoza novega materiala, ureditev odvodnjavanja, določiti prioritete potreb po vzdrževanju glede na kategorije gozdnih cest. Poudariti je potrebno pomen investicijskega vzdrževanja. Potrebno je ohraniti ali oblikovati taki sistem financiranja vzdrževanja gozdnih cest, da bo zagotavljal vsaj dosedanji, če ne nujno potrebni višji nivo vzdrževanja gozdnih cest, saj so gozdne ceste vedno bolj obremenjene zaradi naravnih katastrof in ujm. Ob tem pa moramo navesti tudi usmeritve za določanje režime uporabe gozdnih cest, ki bodo omilili obremenjenost gozdnih cest z negozdarskim prometom. Pri vsem tem nam bo pomoč analiza doseganja usmeritev iz preteklega načrta in natančnejši podatki, ki jih imamo danes na voljo. Saj imamo sedaj vzpostavljene evidence, tako atributne kot grafične podatke, kot so evidenca gozdnih cest, evidenca vzdrževanja gozdnih cest, evidenca gozdnih vlak, evidenca protipožarni presek. Ohranjanje biotske pestrosti je vgrajeno v sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Področje upravljanja Nature 2000 bo predstavil Gregor Danev, koordinator projekta LIFE IP Natura SI.
Gozdovi in upravljanje Nature 2000. Omrežje Natura 2000 se v Sloveniji upravlja sektorsko. Upravljanje je določeno s programom upravljanja z območji Natura 2000 in preko naravovarstvenih smernic integrirano v sektorsko načrtovanje. V sektorju gozdarstva in upravljanja z divjadjo se območje Natura 2000 upravlja z gozdno-gospodarskimi načrti ter dolgoročnimi lovsko-upravljalskimi načrti. Zavod za gozdove Slovenije bo v procesu nastajanja gozdno-gospodarskih načrtov, gozdno-gospodarskih območij, naravovarstvene smernice Zavoda za varstvo narave prevedel v ključne kazalnike ohranjenosti biotske raznovrstnosti in jih na območjih Natura 2000 v postopku gozdnega dialoga integriral v strateške cilje, usmeritve in ukrepe. Izdelana je analiza in presoja izvedenosti ciljev trenutno veljavnega programa upravljanja območij Nature 2000 za sektor gozdarstva in upravljanja z divjadjo. Na podlagi presoje ciljev veljavnega programa poteka priprava ciljev za nov program upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2021-2027. Hkrati se bo na podlagi te analize izdelala tudi presoja doseganja ciljev trenutnega načrtovalskega obdobja, gozdno-gospodarskih načrtov, gozdno-gospodarskih območij. Izkušnje, ki smo jih pridobili tekom sedanjega načrtovalskega obdobja z rezultati obeh analiz in gozdni dialog, bodo pripomogli k še boljšemu in bolj celovitemu upravljanju z gozdnim ekosistemom v prihodnjem načrtovalskem obdobju. Financiranje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti slovenskih gozdov ima že dolgo tradicijo v slovenskem gozdarstvu. Do leta 2016 se je ukrepe za izboljšanje biotske raznovrstnosti sofinanciralo predvsem v nacionalni shemi sofinanciranja in financiranja vlaganj v gozdove. To so bila sredstva Republike Slovenije in lastnikov gozdov. Z ustanovitvijo gozdnega sklada v letu 2016 in njegovim začetkom izvajanja v letu 2018 je Slovenija pridobila nov, ključen in stabilen sistemski vir financiranja ukrepov za ohranjanje območij Natura 2000 v zasebnih gozdovih. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti v slovenskih gozdovih so pomembni tudi program razvoja podeželja z vlaganji v gozdove na območjih sanacije gozdov po ujmah in gradacijah podlubnikov ter različni evropski finančni mehanizmi, s katerimi financiramo projekte. Projekti so pomembni predvsem z vidika razvoja, izobraževanja in demonstracije ukrepov. Hvala za pozornost. Pomemben del gozdnih ekosistemov so prosto živeče živalske vrste. Dr. Matijas Pergar, vodja službe za lovsko načrtovanje, bo predstavil vključenost teh vsebin v gozdno-gospodarske načrte ter strukturo in vsebino območnih lovsko-upravljalskih načrtov. Prosto živeče živalske vrste so v območne gozdno-gospodarske načrte vključene preko dveh vidikov. Ta prvi je, da podajajo usmeritve za ohranjanje in izboljšanje ugodnih bivalnih pogojev za divjad in za prosto živeče zavarovane živalske vrste, na primer preko podajanja usmeritev za funkcije, preko gojitvenih del in vse to potem vpliva na oblikovanje habitatov, obenem pa vsebujejo določene usmeritve za omejevanje ukrepov gospodarjenja z gozdov, kot na primer časovno obdobje dovoljene sečnje in drugih ukrepov. Zdaj na drugi strani pa gozdno-gospodarski načrti definirajo in prostorsko opredeljujejo območja, kjer prihaja do problemov zaradi neustreznega pomlajevanja gozda, ki so tudi posledica objedanja, in na ta način postavljajo pomembne izhodišče tako za samo nadaljnje načrtovanje ukrepov v gozdno-gospodarskih načrtih, kot tudi ali pa predvsem v lovsko-upravljalskih načrtih. Zdaj pa prehajamo na dolgoročne lovsko-upravljalske načrte. Se pravi, te so ločeni dokumenti, ločeni načrti za upravljanje divjadi in njenega življenjskega okolja, ki pa so, ne glede na to, da so ločeni od območnih gozdno-gospodarskih načrtov, procesno pa tudi vsebinsko usklajeni z gozdno-gospodarskimi načrti. Pripravljeni so oziroma bodo za vsako od 15 lovsko-upravljalskih območij
zajemajo pa 24 vrst divjadi. Za razliko od prepričanja mnogih pa ne vključujejo zavarovanih živalskih vrst, kot na primer velikih zveri. Ti načrti podajajo grobe, vendar jasne cilje in usmeritve za upravljanje divjadi in njenega okolja. Vsebinsko so pa nekako vpeti med vsebinsko nadrejen dokument na eni strani, to so strategije upravljanja divjadi za 10-letno obdobje, no, na drugi strani so pa območni lovsko-upravljalski načrti nadrejen dokument bolj operativnim dvoletnim lovsko-upravljalskim načrtom. To so te načrti, ki so v preteklosti bili letni, v letu 2021 pa se uvaja novost, da bodo dvoletni. Celotno načrtovalsko shemo, ki sledijo dolgoročni lovsko-upravljalski načrti, lahko razdelimo na 4 temeljne faze. Načrti se začnejo z presojo preteklega upravljanja in razvoja populacij divjadi in njenega okolja. Temu sledi faza, ko se presodi stanje populacij divjadi in njenega okolja, potem tudi odnosi med populacijami različnih vrst divjadi ter odnosi med posameznimi vrstami divjadi in njenim okoljem. V nadaljevanju se na to definirajo ključni problemi pri upravljanju divjadi in okolja, no, v sklepni fazi pa sledijo cilji in usmeritve za usmerjanje populacij divjadi, pa tudi njenega okolja. In te cilji in usmeritve, nekateri so zelo splošni in se nanašajo recimo na več vrst divjadi, nekateri so pa specifični za posamezne vrste divjadi. Celostno ali ekosistemsko upravljanje z gozdom je mogoče le z usklajenim obravnavanjem rastlinske in živalske komponente gozda. Povezanost območnih gozdno-gospodarskih in lovsko-upravljalskih načrtov bo predstavil Miha Marenče, vodja sektorja za načrtovanje razvoja gozdov. Ponovno lepo pozdravljeni. Za Slovenijo je značilno mozaično prepletanje kulturne krajine in gozdov. Zato imajo izvedene aktivnosti človeka v katerem koli delu trikotnika gozd, kmetijska krajina, urbana območja vpliv eden na drugega. Torej, to pomeni, da tudi zastavljeni cilji in ukrepi za njihovo doseganje v naših gozdno-gospodarskih in lovsko-upravljalskih načrtih območij ne bodo imeli vpliva samo na same gozdove in divjad, ampak veliko širše. Divjad je sestavni del gozdnega ekosistema. Gozd in divjad sta soodvisna eden od drugega. Seveda, ti vplivi so pozitivni, velikokrat pa iz človekovega zornega kota gledanja tudi negativni. In ravno zato je načrtovanje gospodarjenja z gozdovi na eni strani in upravljanja s populacijami divjadi na drugi strani ključni proces za zagotovitev medsebojnega usklajevanja. Zaradi različne zgodovine načrtovanja gospodarjenja z gozdovi in upravljanja s populacijami divjadi v preteklosti se danes načrtovalska območja med seboj prostorsko ne prekrivajo. Torej, meje gozdno-gospodarskih območij in lovsko-upravljalskih območij so med seboj različne. Pa nič za to. To nas pravzaprav samo dodatno spominja, da narava ne pozna administrativnih meja, kot si jih je zamislil človek. Pomembno pa seveda je, da se oba načrta med seboj prepletata in podpirata, skratka, da sta usklajena. Da pa to dosežemo, moramo stalno spremljati, kakšen vpliv oziroma kako velik vpliv ima gozd na divjad in obratno, divjad na gozd. Naš strateški cilj je namreč zagotoviti naravno obnovo gozdov in trajno ohranitev populacij divjadi, ki jih imamo v Sloveniji. Za namen uresničitev tega cilja pa načrtujemo tako ukrepe v gozdu, kot ukrepe v populacijah divjadi. In za konec naj poudarim, da je skupno načrtovanje gospodarjenja z gozdovi na eni strani in upravljanje s populacijami divjadi na drugi strani osnovni pogoj za uspešno usklajevanje njunega medsebojnega odnosa.